Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kratek opomnik, 24. aprila se bomo srečali v živo v Kristalni palači, MoneyHow Live, dogodek pripravljamo za vas. Vsebina bo vsekakor zanimiva, aktualna, vabljeni, da se nam pridružite, povezava je v opisu epizode. Gremo kar na vsebino. Po 15 letih bikovske rasti še vedno praktično vsak teden spremljamo nove in nove rekorde, tako na borzi kot na kriptotrgu. Seveda posledično je zanimanja javnosti vse več. Številni, ki vstopajo na trg, pa želijo instant nasvet v smislu dej povej, kaj naj kupim zdaj. Ker je zanimanja vlagateljev veliko, ne preseneča, da številni ponujajo prav to, konkretne namige, konkretne naložbe. Danes se bomo vrnili v leto 2005, 2006, 2007, ko je bila euforija na borzi na vrhuncu. Takrat smo doživljali balkanomanijo. Zadeva je bila tako vroča, da se je celo na TV predvajala TV oddaja Portfelj, in sicer na TV Papriki. Vsebine iz te oddaje so se objavljale tudi v Financah in v reviji Moje finance. Z voditeljem oddaje Portfelj Brankom Železnikom bomo obudili spomine na to euforijo in, kar je najbolj pomembno, dragocene lekcije. Poiskali bomo tudi vzporednice z današnjimi časi. Branko je zdaj zaposlen kot vodja prodaje pri podjetju Equito, predtem je delal kot vodja razvoja na Ljubljanski borzi, bil je analitik, upravljalec premoženja in še kaj. Zdravo, Branko. Živijo, hvala za povabilo. Zdravo. Pridružil se nam bo tudi Andraž Grahek, ki ga poslušalci MoneyHow dobro poznajo. Andraž je bil v letih po zlomu upravljalec premoženja, direktor sektorja upravljanja, se mi zdi, in je takrat praktično v vseh medijih pojasnjeval, kaj za vraga se je zgodilo. Andraž, zdravo. Živijo. Preden gremo na resno debato, mogoče, Andraž, glede na to, da si ti v bistvu imaš talent prepevanja, a bi lahko, dobro, metalci po duši, ampak a bi lahko mogoče zarepal? Dej povej. Kaj dej povej? Dej povej, katero delnico naj kupam zdaj. A je to ali kaj? Pa se že skoraj ti zarepala ali kaj? Bomo na koncu malo repali mogoče. A boš zarepal? Okay. Bomo to za vrhunc podcasta mogoče pustili, če inspiracija pride do tega. Kako dobro, a gremo kar v akcijo. Branko, lahko mogoče gledalcem in poslušalcem MoneyHow, večinoma so mlajši, a ne tam od 20 do 45 let je nekako povprečje, a lahko na hitro predstaviš, kako je nastala oddaja Portfelj na TV Papriki, zakaj je nastala, od kje je ideja, koliko je bila gledana ta oddaja? Ja, taki projekti ponovadi nastanejo sami od sebe oziroma po nekem spletu na ključi. S bivšim lastnikom, solastnikom Paprike, Ajša Vodnik pa Mark Žitnik sta bila takrat lastnika. Z Markom sva bila midva sošolca v srednji šoli, in enkrat po dolgih letih nevidenja sva se usedla na kavi in on meni razlaga, da bi si želel neko finančno oddajo. Jaz mu razlagam, kaj jaz počnem, in sva hitro prišla skupaj. Moja osebna želja je pa bila, da že takrat dajem te stvari malo v eter, in mogoče se bomo pol kasneje tudi dotaknili te teme, zakaj se potem zgodijo zadeve, kot so se takrat in kot se mogoče danes, sploh v Sloveniji. To neko neukost in to smo želeli narediti nek preboj, zato smo se tudi potem povezvali s financami, da smo to še malo bolj dajali v eter, se pravi ta portfelj. Oddaja je bila strukturirana tako, da smo vabili goste, jaz sem povabil svoje kolege, soupravljavce, tudi takrat sem soupravljal en balkanski sklad. Andraž, tebe sem vabil, pa če se ne motim, če se dobro spomnim, takrat pretežno bolj zato, da si pokrival pa zahodne trge, da nismo čist samo balkanjade zganjali. Mislim, da je nadgradnjo do ta oddaja doživela, ko so se pol pridružili določeni, ko smo bolj tudi tujino takrat gledali. Mislim, da je bilo najprej se z Balkanom začel, pa smo pa cel svet zavzeli. Tako. Zdaj ne vem, kakšni so bili rejtingi oddaje. To je bila pač že sama po sebi dosti obskurna televizija, neka privatna manjša, ampak se je kar gledali. Tako ne vem, takrat, ko sem šel po cesti, me je marsikdo prepoznal moj ksiht.
in me sprašval ravno to, kar zdaj praviš, ne, dej povej, ne. Točno to je. Ja. Ampak ja, no, to je že toliko časa nazaj, da imam občutek, da je bilo to v enem prejšnjem življenju. Ampak dajva povedati še malce o vsebini oddaje. Takrat ste v bistvu nekako v živo upravljali portfelj, v bistvu preko TV oddaje ste v bistvu upravljali portfelj. Ja, vsako sredo smo se usedali, ne, in malo prediskutirali naložbe, ki so jih prejšnji teden zbrali, mogoče kakšno zamenjali, malo povedali, kaj se je tisti pretekli teden dogajalo na trgih. Tako, no ja, taka struktura je bila. Vmes smo imeli pa tudi še kakšnega strokovnega gosta na X temu, ne vem, od davkov pa do premoženjskih oziroma teh zavarovanj in tako naprej. Andraž, kako se pa ti spomniš te oddaje? Ker mislim, da takrat vem, da na mojih financah, tudi na mojih financah smo takrat, sem bila na mojih financah kot novinarka, smo v bistvu povzemali portfelj in objavljali vsak mesec, kaj se je zgodilo s portfeljem, katere delnice so bile najbolj donosne, najmanj donosne, kaj se je prodajalo, kupovalo, tako da je bilo kar precej dinamično. Jaz se spomnim predvsem tako, ker jaz sem začel v dejavnosti upravljanja premoženja na pač ameriškem trgu. In takrat, ko sem se jaz pridružil družbi KD Skladi, je bilo bolj evforija okrog balkanskih trgov. Ne? In Branko je v tej oddaji imel veliko teh delnic z teh naših trgov, regionalnih. Ne? In mislim, da je takrat sodeloval Tim Umberger, ki je bil moj sodelavc. Ne? In potem je na neki točki prišel do tega, da pač pridejo v igro tudi bolj te dolgočasni zahodni trgi, da se malo pohecam. No? In pač takrat je bil izziv, katere delnice v bistvu bomo nekako umestili, bojo naši stock piki znotraj pač KD skladov, in vem, da smo se takrat to nekaj posvetovali, pa sem pa jaz prišel k Brankotu in so se malo pogovarjali o teh razlogih, zakaj pa kako, zakaj bi bilo določene delnice zanimive, in mislim, da smo imeli tudi nek globalen portfelj, ki je bilo pol še nepar ljudi v bistvu angažiranih tudi, no, rekel, z delov upravljalskih družb ali pa borznih družb, ki je pač strani tistih, ki smo spremljali tudi mogoče ta, dajmo reči, zahodne trge, no, ali pa globalne trge. Trge v razvoju pa razvite trge. Mislim, da so bili pol še ti portfelji, emerging markets pa global. Tako da pač ja, spomnim se, da ne vem, niti ne vem, kolikrat sem bil v oddaji, iskreno povedano, pač ja, in to je bilo to. No. Lej, jaz take slave nisem doživel, da bi me ustavljali na ulici takrat. Tebe so pol ustavljali, kaj se je skreširali. Ampak je treba razumeti, da takrat je bilo tako, ne, zahodni trgi so bili res totalno nezanimivi, ker pač določene delnice na balkanskih borzah, ne, sploh kakšna Bosna, Srbija, to so itak šibale, ne vem, v 3 mesecih 100% rast in podobno ali več. Ne. Tako da takrat zahodni trgi niso tako izgledali, kot danes, ko Nvidia zraste, ne vem, krat 5 v enem letu, recimo. Ne. To je danes bolj zahodni trgi, kot balkanski izgledajo takrat, pa naši lokalni tako kot zahodni. Ne. To je mogoče zanimiva primerjava, ki bi jo jaz dal. Ja, mogoče, ja. Zdaj, če gledaš za nazaj, jaz sem šla malo pogledat, kakšne to so bile res, to so kar delnice, ko res konkretno poletele v roku enega leta, so bile po 1000% donosnosti. Sej bom objavila tudi eno slikco grafa, kakšnega od teh podjetij, ker to je res kar zanimiva slikca, no, vidite ta spike, ne, ta skok. Kako si, Branko, se spomniš, kakšna je bila evforija takrat na balkanske delnice? Lahko malo opišeš tisto vzdušje? Ja, vzdušje, kratko in sladko. Lepo si to povzel. Mi smo se pravzaprav zelo borili s tem vzdušjem, ne, znotraj, tako kot že Andraž nekako želi urisati zgodbo pri njih. Ne. Vsak vlagatelj, potencialni, ki je prišel, mi smo imeli tudi DZU, se pravi Družbo za upravljanje skladov, ne, takrat Medvešek Pušnik, kjer so mene angažirali, da bi ta portfelj Balkana oziroma balkanski sklad vodil kot nekega obskurnega tam nekaj, ravno to, da smo zraven, ker so vsi slovenski DZU-ji odpirali Balkan. Ne? In mi nismo nikoli bili pozicionirani kot neki specialisti za Balkan. Tu so bili KD, ki je imela tudi svoje filijale oziroma borzno-posredniške družbe po Balkanu, pa
kaj je bil publikum, recimo, ne, bil zelo prisoten. Mislim, vsi drugi so bili pred nami, ne, pravzaprav po prisotnosti in tudi po know-howu v končni fazi na tem trgu. No, in tudi mi smo se tega polotili. In jasno, seveda, ne, ko se je cela Slovenija, pa čeprav smo mehni kot skupnost naložbenikov takrat bili, ki smo se polotili teh trgov, to je šlo samo še v nebo. Ne. Se pravi, likvidnost na teh trgih je bila mizerna in ko so vsi te skladi naši, ne vem, 5 ali koliko nas je bilo, planili s tistimi silnimi milijoni na te trge, ni bilo druge, kot da doživimo te spajke. Potem za nami so štartali še Hrvatje, v isto vrečo metal. Potem se naj bi zgodilo enako, ko so DZU-je začeli z regulacijo odpirati še Srbiji. Ne. Takrat je bilo potem pa že pogrom. No. Takrat se je pa najprej potem zgodil Kosovo, in smo se že umikali z naložb, po tisti kosovski krizi, pa jasno pa še nož v hrbet z ameriške krize. Ne. Tako da je pa... In potem seveda... Vrata iz dvorane so bila premajhna, da bi vsi ušli in se je zataknilo. Nihče ni več kupoval, prodati so želeli pa vsi, ne moreš, ni teorije. A si ti tudi v tistem obdobju izgubil kaj denarja, oziroma verjetno si zaslužil in tudi verjetno kaj izgubil, si predstavljam? Ja, seveda, nekaj malega smo celo zaslužili, uspeli zaslužiti, ampak pravzaprav smo vsi doživeli enako usodo. Noben ni niti... Sanjal se ti ni, da bo prišlo do takega, na drugi strani, takega reza, takega krča. Ne. No, ampak to sem želel reči, se pravi to, kar Andraž poudarja, vsak vlagatelj, ki je prišel, sploh mu nisi uspel spenetrirati te logike, da tu obstaja neka diverzifikacija naložb, da imamo mi še, 10 drugih skladov, ki so primernejši za dolgoročno vlaganje, da je mogoče balkanska naložba sam tako malo zraven za posoliti, morda 10% od celega portfelja in tako naprej, je šel drugam. Striktno, izključno samo Balkan, jasno, in to je mogoče, zato sem se tudi odzval temu vabilu, ne toliko, da obujamo te sladko-kisle spomine, je čisto ok, da se poskušamo na osnovi preteklih napak kaj naučiti. Ampak zato, da predvsem še enkrat poudarjamo, kako zelo nepismeni znamo včasih biti na splošno slovenska družba kot vlagatelji in pri tem razumevanju nas marsikdo šiša in po levi in po desni. Ja, se strinjam, ja. Daj mi se še to povej, recimo v tem moodu, ko ste bili takrat, vedno pravimo pač poberite dobičke z mizo, vsaj nekaj pober z mize, ker smo nekako kar držimo, hodlamo te naše investicije, ker mislimo, da bo to še naprej gor. Koliko je bil ta mindset, ta hodl mindset takrat prisoten med ljudmi? To je bilo vse tako instant, da sploh ni prišlo niti še do te logike, ok, sem pa mogoče že 3 leta v tej naložbi, pa bi nekaj ven pobral. To je bilo samo bum. In mogoče se je zgodila danes, ker lahko smo pametni za nazaj, ta sistemska napaka, mogoče tudi z vidika same regulacije teh skladov, ko so se odprle, ker kaj se je zgodilo? Pravzaprav so takrat slovenski regulator izenačil status teh balkanskih skladov z zahodnimi, po statusu, čeprav tega niti ne bi smeli imeti. Ampak je bila logična poteza, ker so bile to neke države, ki so se približevale Evropski uniji, posledično še vsem tem zavezam, o reformah in tako naprej, in je bila logično, da bi Slovenci mogoče pa med prvimi stopili na ta trg, tudi z tega vidika varčevalskega. To hočem, mogoče bi se takrat morali te sklade registrirati kot neke hedge sklade, v smislu, da niso to klasični delniški skladi, kjer morajo biti, ker so zavezani, da imajo vsaj 75% naložb v delnicah, se pravi, v teoriji bi se potem lahko zgodilo pri manjših teh skladih, da bi se lahko pa tudi spraznili oziroma bi šli v kakšne druge naložbe, denar, depozite, obveznice in tako naprej. Mi smo bili primorani tiskovati. Denar je pa tako instant noter letel v te sklade, da si sploh ne moreš misliti. To je par milijonov padel na dan, samo naš sklad pa je bil en manjših. In to ne moreš niti splasirati. Andraž, to si ti že večkrat na podcastu omenil, kakšna je bila takrat situacija?
Ja, se Branko govori o tem, da ko imaš pravila upravljanja za klasičen, to so bili v bistvu navadni vzajemni skladi, kot jih danes poznamo, pač danes se UCITS imenujejo, takrat ne vem, če je bila že UCITS direktiva sploh, ampak kakorkoli, ti imaš v naložbeni politiki najmanj, ne vem, takrat je bilo 75, kasneje se je dvignilo celo na 85%, moraš imeti v lastniških vrednostnih papirjih, ki so, ne vem, v tvoji naložbeni regiji ali karkoli pač, kamorkoli že pač investiraš, ne? In to je pomenilo €1 not, jutri mora iti 85 centov na balkanske trge. Ne? Tako je Branko rekel, če je prišlo milijon noter, najmanj 850 tisoč evrov in 10 milijonov, 8 milijonov pa pol. Tako da, zdaj pa, kar se je pol začelo dogajati, je, da denar ni sam preko skladov tekel, ampak je tekel tudi pač direktno, a ne so določeni investirali. Pa mogoče moramo gledati to balkansko zgodbo kot nekaj, kar je bilo povezano že s prejšnjim dogajanjem na Ljubljanski borzi. Ker Ljubljanska borza je po uvedbi evra doživljala tudi svojo renesanso. Mislim, začel se že malo s prevzemom mleka, takrat so malo ljudje odkrili, da borza obstaja, malo bolj, delnice so začele rasti. In v bistvu tisti, ki so mogoče malo zamudili slovenske čase, so tudi videli to priložnost, da v bistvu malo nadoknadijo na balkanskih trgih. In to se je začelo pač na nekem momentu. Se je začel oblikovati, tako sem jaz od zunaj rekel, dojemal bolj. Sam nisem bil tako aktiven, ker nisem v tistem trenutku upravljal teh trgov, niti nisem sam investiral na njih. Sem pa pač poznal kolege in se z njimi pogovarjal, tako da je bilo čisto drugo. Bil je fun part DZU-ja, to fanti, ki so pač investirali na Balkan, oziroma zdaj, takrat se doživljal kot mlad človek, da se blazno veliko dogaja in si drugače mogoče gledal to, rekel, ta proces, ki zdaj, ki gledaš nazaj, ko ugotoviš, da nož reže tudi na dol, ne pa sam na gor ali kva že točen. Ampak to se je takrat dogajalo. Zdaj pa kar se je dogajalo tudi usporedno je to, da smo začeli opažati, tudi jaz, kasneje, ko sem malo bolj več odgovornosti znotraj upravljalske ekipe začel prevzemati, da so ljudje prihajali z idejami, da si bojo sposojali denar in ga dajali v sklade tudi noter. Verjamem, da so tudi tako zraven kaj direktno to počeli. Spomnim se živo enega gospoda, ki je bil direktor celo enega podjetja, ne zdaj velikega, ampak tu je ni multinacionalka, regionalna, dajmo reči, multinacionalka, če lahko temu tako rečemo. In je rekel, jaz sem k vam prišel, ker sem pogledal vaše donose in so takrat bili za nazaj več kot 20%. A mi lahko garantirate, da bo tudi naprej več kot 20%? Sem jaz rekel, nič ne moramo garantirati. Klej, tole je nemogoče. Je rekel, lej, tako je, ker jaz to moram vedeti, ker bom vzel kredit in bom dal noter in mora biti 25%. In pa sem sam jaz rekel, lej, mi vam tega ne moramo garantirati, lahko greste pa kam drugam, pa probate. Ampak to je bilo tako, mi se danes ukvarjamo s tem, kako bomo povprečnega državljana naredili bolj finančno pismenega. To je bil pa človek, ki je bil odgovoren za poslovodenje, ne vem, neke firme, ki si predstavljal, da je imela nekih 10-20 milijonov prihodkov, pa nekih 20-30 zaposlenih, pa tudi nad glavo kakšen večji sistem računovodska in kontrolinga. Kaj hočem reči? Vsa una izobrazba, pa MBA, pa ne vem kaj, niso nič pomagali v tistem trenutku, ko se je, ne vem, tak pes ali pa vrag strgal dol iz ketne in je pohlepšil in so vsi hoteli nekaj zaslužiti. In pač takrat smo malo kompas zgubili, kar pa ni nič nenavadnega, ker se mi zdi, da vsak v napihvanju balona se skoraj more zgubiti kompas, da se balon zgodi, da se napihne. In se mi zdi, da se pravim, mogoče ta paralela danes se meni zdi, da zelo malo na zahodnih trgih v ZDA spet malo kompas zgubljamo, po mojem občutku. Zdaj pa koliko časa se pa to lahko dogaja, zelo dolg časa, dokler je sentiment ta prav in noben ne vidi težav, ki so tako zelo jasne in pač denar teče v eno smer bolj ali manj. In takrat je denar tekel v eno smer, je pa Branko imel super argument. Mi smo ves čas vedeli in ukvarjali smo se z povprečno likvidnostjo balkanskih trgov, ker seveda, če si pogledal na zahod in videl promet na dan in tudi pogledal promet na dan v enem balkanskem skladu in morate razumeti, da DZU imajo neke pravilnike za upravljanje tveganj in tam se celo nekaj računa, nek povprečen, ne vem kva, dnevni promet, in so bile neke omejitve do določenih papirjev, če niso saj imeli, ne vem, x prometa nisi smel držati. Zdaj, mogoče, ker denar šel, to ni bil tak problem, ampak jaz se to še spomnim, ker sem bil pač
pol kasneje zadolžen za upravljanje, ker smo ta sklad mal pucali, no, ne vem, kako ne rečem drugače, teh starih grehov, in je veliko papirjev, ki je v eni dobi bilo med top 10 brez težav zaradi veliko prometa, ki se je z njimi delal, so bile kar naenkrat, niso niti, sploh prometa ni bilo kakšen dan, ne. Torej trg se je popolnoma spremenil, in kle mogoče takrat mislim, da regulator ni bil na takem nivoju zrelosti, da bi razmišljal, razumeli so, da je nižji likviden trg, ne želim reči, da niso, ampak mogoče niso razmišljali tako daljnosežno, ker niso imeli mogoče nekega, izkušnje iz bolj sistemske likvidnostne krize, ki se je pol tudi kasneje z financam, z bankam bolj na tem področju dogajala, ne sam pač na Balkani so pač delnice šle dol, noben NATO pa jo se ni jokal zaradi tega, no. Po domač povedano, ampak pri bankah se je pa pol Banka Slovenija malo imela druge probleme. A lahko skočim, no? Veš kaj, marsikdo se je upekel v tej balkanski zgodbi. Tako se je upekel, da je rekel, borza je na tek. In za 10 do 15 let ni prišel nazaj na trg. Mogoče zdaj prihajajo nazaj, spet, ko imamo neke rekorde. Ta balkanska zgodba je v bistvu kar zaznamovala Slovenijo, Slovence, in naš razvoj in našo finančno pismenost konec koncev. Branko, kako gledaš na to? Ja, to poudarjamo non-stop. Se pravi, ko pride nek vlagatelj do tebe, povprečen slovenski vlagatelj, ne razmišlja sam po sebi strukturirano, želim varčevati, najprej se bom nekje zavaroval, potem bom zgradil to neko piramido, naložbeno, in na koncu se bom šel še danes primer, recimo, ko ravno s temi ETF ali ETI ali karkoli že so, ko drvi vse skupaj v kripto oziroma v Bitcoin, čisto enaka zgodba, samo na bolj globalnem nivoju. Se pravi, enosmerni promet, ko bo pa tisti U-turn, pa ne vemo, kje bo, ampak ko bo. Se bo pa spet množica opekla, ampak želim reči, da naš slovenski povprečen vlagatelj ni tisti profil vlagatelja, ki bi rekel, fajn, želim biti prisoten tudi v tej zgodbi. S tem ni nič narobe, če vidiš, da se nekaj vročega dogaja, da pristaviš skledo ali pa pomočeš prst, ne pa da skočiš noter, kot Andraž pravi, še na kredit, brez gad, brez vsega. To je pa neumnost. In je težko učitati potem industriji, da so se opekli. Mi smo zelo slabo spali. Mi smo imeli že tekom procesa, mene blazno skrbeli, kako se bo vse skupaj končalo. Spomnim se še celo ene konference, kjer sem bil kot nek speaker povabljen v Banja Luki in kažem tiste grafe vsem prisotnim, z cele regije, upravljavci smo bili v eni sobi. Sem rekel, zakaj smo se mi sploh borili? Mi smo čisto v istem čartu gor, vsi gremo v eno smer, ampak to, fante, se ne bo dobro končalo, ker sem videl, kaj smo mi bili primorani kupovati, kakšne delnice, kakšne traparije, pravzaprav si že pol na koncu bil primoran kupovati te sklade. Ti nisi mogel če malo, ne vem, v Nemčijo po kakšno normalno delnico. In je to, da se je pol nekdo upekel, ko je vse pa še več stavil na leverage v to zgodbo, lahko krivi sistem, ampak en drug sistem, šolski sistem, ne vem, kjer sistem. Mi smo štartali kot Slovenci s fantastično zgodbo, s temi certifikati, kjer bi lahko plebs poučili, kaj je to delničarstvo, pa očitno ni bilo to nobenemu interesu. Tako da mi smo še vedno, kar se tega znanja tiče, goli in bosi. Super, da si to omenil. Takrat je bilo ogromno razprav, ki so bile zelo akademske narave tudi, Slovenija je imela kot del Jugoslavije nekdanjo družbeno lastnino. To je bil tako svetovni unikum. To pomeni, da vsak je mu delež, ne vem, pod soncem nečesa, kar država ima v lasti, in pa je bilo treba, niti država ni imela v lasti, družba je imela v lasti. Država je bila pooblaščenec za družbo. Pa je bilo treba na nek način razdeliti to, kako bo modern svet izgledal, glede na to, kaj kdo uporablja, pa kešvi. To besedo tako smo mogli. In pa smo prišli, pustimo zdaj hiše, pa stanovanja, pa te zadeve, in pa smo prišli do deležev oziroma delnic v podjetjih. In takrat so te certifikati bili kot neke vrste valuta nadomestna, ki so jo dali ljudem zato, da bojo lovili, del družbene lastnine, in bojo dejansko prišli v lastništvo. In veliko ljudi je takrat, ker se ni strinjalo z načinom odprave družbene lastnine, tudi avtoritet akademskih in drugih, govorilo o tem, da to nič ni vreden. In se mi zdi, da je to izjemno zaznamovalo tudi tiste generacije, ker niso verjele v to, da kapitalski trg je mesto, kjer ti lahko uplemenitaš te prihranke. In veliko ljudi, tudi če je to,
na nek način unovčili za pravo delnico, so relativno hitro to prodali. Ni bilo tega zgodovinskega spomina, ni oče kupil delnic in od njih nekaj imel za penzijo ali pa celo obogatel, no, iskreno povedano, in da bi sin to videl in pol še, ne vem, vnuk to razumel, da to funkcionira. Tega nismo imeli in se mi zdi, da iz tiste epizode pač bi lahko bistveno več dobili ven. Če bi bil širši krog ljudi, ki bi bil takrat na Ljubljanski borzi in tudi dlje časa vztrajal, pa ne pravim, da eni niso še certifikatov danes, kakšne delnice Krke držijo in tisti so lahko super happy, ker po mojem so milijonarji. No. Tako da v bistvu tukaj smo pol to malo zgubili priložnost, ker na začetku nismo ljudi izobrazili in kaj bilo, večina jih je bežala stran v bistvu od teh delnic. Ne? In se je ta krog zelo zožal in že takrat so se začele malo, tako rekel, bolj za malo bolj oportunistična. Seveda, ker tisti, ki so razumeli normalno, da bojo to izkoristili pa kupili poceni delnice, ampak povprečen državljan pa ni videl tega kot nekaj, kar je, ne vem, pridobitev demokratične družbe. Ne vem, ko ne rečem. Podobno situacijo smo imeli zdaj z ljudsko obveznico, ko v bistvu se mi zdi, da finančno ministrstvo vse ni opravilo domačo nalogo finančnega opismenjevanja ljudi v povezavi z to obveznico, tudi samo nerazumevanje, kaj se je dogajalo z delnico NKBM-ja, naprimer, so kar malo mešali ljudje in konec koncev tudi novinarji. Mogoče vse, če lahko ostanemo še malo pri tej balkanski zgodbi, ker se mi zdi, da ravno te izkušnje iz tistega časa so ful zaznamovale več generacij, ker starši, ki so se opekli v tej zgodbi, so prenašali to sporočilo naprej na otroke. Se pravi, in potem so otroci nekako ponotranjali, da je pa borza na tek. Zdaj po 15 letih, se pa v bistvu zdaj, ko imamo spet neke rekordne ravni, tudi mogoče mlajši odločajo za te investicije, vstopajo spet na rekordih, tako da ne vem, kako se bo to končalo. Branko, kako ti gledaš na to prenašanje iz roda v rod? Ja, to, kar oba izpostavljata. Pri nas ni te tradicije, da bi se v nedeljo ob župi pogovarjali, dedek pa fotra poslušaš, kjere sklade že on vse imel, pa kako se tega lotiti, pa potem še sine mogoče pristal svojo sklečko in začne opisovati, da zdaj pa več ne temelji nič več na zlatu, da zdaj imajo pa neke digitalne substitute za te stvari. To bi bila nek zdrav temelj, kjer bi se potem znotraj celice familije lahko odločali, kako in kaj naprej. Mi pa zelo dobro je bilo rečeno, smo imeli to konferenco o pismenjevanju pod pokroviteljstvom Agencije za trg vrednostnih papirjev, smo tudi mi sodelovali pri Equitu in je bilo dobro rečeno vodoma, se pravi, Slovenci znamo investirati samo na način, kot šport gremo v naravo in hodimo po Tivoliju in je to za nas ultimativen šport, potem pa nič, pa so pa skoki, pa smo pa Petri Prevci vsi. Vmes pa nič, in tukaj je podoben. Ne znamo si zgraditi nekega normalnega, dolgoročno vzdržnega portfelja, ker sploh ne vemo, kaj to pomeni. Potem samo ta FOMO lovimo in sosed si je že kupil nov avto, hudiča, in potem te zaboli in te grizeš in ti boš tudi in ja. Porabimo bližnjico in je treba iti gor. Bližnjice, absolutno, vse na instant, pa če se le da na kredit. Ta balkanska zgodba, ki je že koliko 20 let od tega, ni edina. Prej se je v Sloveniji, hvala Bogu, takrat še sploh nihče ni vedel, kaj borza je, ni bilo vpletenih, bom rekel, celega prebivalstva, je bil DADAS, je bilo ne vem kaj še vse. Naša borza je imela pogromov, in sploh, ampak to je normalen proces razvoja kapitalskega trga. Andraž omenja, imaš pa potem blue chipe. Jaz, ko recimo, ko imam kakšno konferenco, pa Marja, ti si zelo pridna na tem področju, recimo, in imaš stik in z mladimi in starejšimi, in ko jih vprašaš, ko sedijo v dvorani, pa jih vprašaš, da dvigante roko, kdo je že kdaj kupil kakšno loto srečko, da je stavil nekaj v smislu tvegam veliko, nagrada za to tveganje je X, dvigne cela dvorana roko. Kdo ima v lasti kakršnokoli delnico oziroma vrednostni papir, pa 3 dvignejo, pa rečeš pa, da ni kripto, pa še tisti spustijo roko. Tako da ni. Mogoče, če lahko skočim, ker
Pač imela sem ravno za Skoč. praktično skoraj cel mesec izobraževanja za mlade, 3. in 4. letnik na eni šoli. Zanimivo, ne, tudi jaz sem vprašala mlade, kje imajo svoj denar. Večina ima denar na banki, niti ni vezan, samo položenje. A ne? Potem sem vprašala, kako se pa kaj pogovarjate v družini znotraj familije o denarju, o investiranju, o upravljanju denarja. Ni veliko teh debat. Ena punca je sicer izpostavila, da se z očetom veliko pogovarjata o kriptovalutah, o projektih in to je njun hobi in se nekako bondata tudi okrog tega. Tako da to je, kar se mi zdi fajn, no? da se lahko tudi podružita in pogovarjata o tovrstnih tematikah, medtem ko ni pač toliko veliko tematik vezano na delnice v razpršenih portfeljih, pač to ni del, kakor si ti rekel, Branko, neke južne, nekega kosila nedeljskega, da bi se o tem pogovarjali. Ne? To žal ni. Ne? Zanimivo pa to, recimo na konkretno tej šoli, oni imajo izobraževanje o upravljanju denarja, spoznali so dividende, delnice, obveznice, to vse oni vejo, delajo neke izračune kreditne sposobnosti, ampak to je vse samo teorija, praksa, praksi pa treba vsem starš je tisti, ki more spodbuditi otroke. Finančno vzgojo oziroma finančno opismenjevanje, po mojem mnenju, po vseh teh izobraževanjih, ki sem jih imela po različnih šolah, bom rekla, da se še vedno začne doma, kot si ti rekel, ob nedeljskem kosilu. To je nekako povzetek tega, kar sem zagotovila zadnji mesec, ko sem predavala intenzivno na eni šoli. Mogoče bi jaz sam še dodal, da v bistvu investiranje, tudi ko rečemo o varčevanju, ki je neka čist, najbolj osnovna oblika, periodično nekaj dajati na stran in si izbrati neke naložbe, da boš mogoče dosegel neke finančne cilje. To, da ti prebereš x učbenikov, poslušaš x ur nekaj, ne bo nadomestil tega, da ti nečesa nisi naredil. Tako da, in težava, ki jo mi imamo in Slovenija, jaz dostikrat ugotavljam, mi imamo dokaj izobražene ljudi na različnih področjih, ki poznajo ali znanost, ali kako bi se morali delati, teorijo, če hočete. Ko pa pridemo o prenosu teorije v prakso, bom dal primer iz startupov, iz akademskega okolja, nekega raziskovalnega inštituta v dejansko podjetje, kjer bo ta tehnologija prišla na trg in bo iz tega nastalo podjetje, imamo pa neverjetne probleme. Ker ljudje, ki teorijo poznajo, ne znajo nekaj, čemur se pa reče podjetništvo. Podjetništvo kot tako ni znanost, ni to PhD, lahko narediš PhD iz podjetništva na Harvardu, ampak tudi če si PhD naredil, iz firme naredil, podjetnik si ali pa nisi. Zato jaz pravim, investitor ali varčevalec si ali pa nisi. Tudi če si doktor varčevanja, mogoče nisi varčevalec. In ta konc je the missing link, kako ljudem to približati na čim bolj enostaven način, da enostavno na nek pameten način začnejo, da nam bojo po domače povedan zabluzili in potem bojo prenehali z vsem in sploh ne bojo več počeli in bomo nazaj na situaciji, kjer bo, od 26 ali 27 milijard depozitov na bankah, jih bo, 20 milijard na upogled. Sploh obresti ne bo prejemal. To je pa najhujše. 23 milijard pa ni nič vreden. 23 milijard je trenutno na upogled, tako da to je grozljivo. Tako da, samo da v kontekst damo, to leži tam in niti enega centa obresti se na to ne plačuje. Mi imamo pa inflacijo zdaj 3-4%. Zdaj, tako, najhujše je, da niti veže se ne za eno leto ali dve, da vsaj malo manj zgubo, recimo, ali pa mogoče v enkrat obrestne mere, kakšen let više, maybe bi inflacijo dobil not. To je strašljivo. Mi smo po nekih barometrih ali kvaži 4. najbolj pismen narod v EU, ali se ti už vedela, kateri že Eurobarometer, mislim, da smo zdaj po novem 3. A veš, in zdaj ne bomo ponosni na to. Jaz pravim, dokler bo to, kar vi ste, nimamo nekaj biti ponosni. Ta pismenost zajema to, da imajo TRR-je odprti otroci, ki delajo prek študentskih servisov. To ne pomeni, da so oni finančno kakorkoli pismeni. Sej govorim. Kriteriji so čudni. Ja, se strinjam. Branko, mogoče, če se lahko samičko dotaknemo tega portfelja iz tega časa. Koliko je ljudi dejansko kopirali ta portfelj? Ne vem, nisem nikoli naredil te javnomnenjske raziskave, ampak kar nekaj, tako, ko sem dobil feedback, tudi kot če bi tebe vprašal, dobro, ti veš, koliko imaš sledilcev, ampak
koliko si v etru. Ne, Mene sprašujejo, če lahko razkrijem svoj portfelj. Glih zdaj sem dobila tudi na Discordu, me sprašujejo, da ne povem, kakšna je sestava mojega portfelja. Tudi recimo te mladi, ki sem jim predavala, so tudi hoteli vedeti, kakšen je recimo moj portfelj. Ampak ja. To je zelo sladko, ja. Ja, Ne vem, so kar sledili tudi taki ljudje, ki jih Andraž omenja, recimo, kakšni, ki misliš, da bo že imeli neko svojo logiko razvito, ne, pa so vseeno sledili, ker pač takrat je bilo to hot in če smo mi pri Kuritu to počeli, ne, kje pa boš, ne, sej kontra trga se še najmanj splača hoditi, ne, mislim jih. No, ampak to sem tudi hotel še reči, ki izpostavljaš, koliko imamo mi nekih silnih milijard na viste računih, ne, ki delajo sistemsko škodo gospodarstvu, ne, tudi banke imajo bolj kot ne problem s tem, ne, s tem ne moš ne plasirati naprej sredstev, nič ne moš načrtovati dolgoročno znotraj bank, pa ne rekrutira, nihče ne uspe rekrutirati teh sredstev, ne DZU, da bi to nekako sistemsko potegnili not in začeli upravljati, ne upravljanje portfeljev, ne nič, ne sam te skoke na glavo, tako sporadično doživljamo kot individualci, sistem pa trpi, ne, in tukaj nas po levi in po desni šišajo države, ki so bile včasih desetletja za nami, ne, recimo ena Romunija, si sploh ne predstavljamo, kako zelo daleč pred nami je tudi z tega vidika kapitalskih trgov. Umenila si to socialno obveznico. Jaz bi tukaj vsem pozdravil to idejo. Ne? Socialna. Ja, socialna. Ljudska. No, državljanska obveznica. Ja. Donosi so bolj socialni, če rečemo. No, ampak zelo pozdravljam take iniciative oziroma take majhne korake za kapitalski trg v globalu, pa zelo velike korake za slovenski kapitalski trg. Ne? Zakaj? Zdaj smo pri Equitu bolj kot ne skoncentrirani oziroma imamo primarno dejavnost na tem primarnem trgu, se pravi, ko podjetja novačimo k razmišljanju, ne, ki je pa tudi na drugi strani problem, kako priti do financiranja ne samo pri bankah, ampak z izdajo obveznic, mogoče celo morda kdaj IPO in tako naprej. In je manjši korak, zdaj že opažamo malo, ne, to pol začne nekaj tlet, ne, se pravi, neka država je izdala neko obveznico in potem začnejo spraševati podjetja, kaj pa to sploh je za en inštrument, a bi to tudi mi lahko tudi vi to počnete, a ne, samo nek pribitek boste gor dali in tako naprej. Se zgodi, a ne. In tudi z vidika investitorjev je veliko manjši preskok, se pravi, če gre on iz teh depozitov, ki so negativno donosnost, ko štejemo še inflatorne učinke, gre v neko ljudsko obveznico z minimalnim donosom in pa recimo temu minimalnim tveganjem, glede na to, da smo sami sebi kot državljani tudi kolateral oziroma na drugi strani zaščita, ne. Je manjši preskok zdaj v neko podjetniško obveznico iz tega, ne, kot pa direkt iz depozita v nekaj, ki ga ne nagovoriš nikoli. Tako da taki koraki so zelo dobrodošli. Zdaj, koliko je pa to ministrstvo truda vlagalo v samo izobraževanje, ne vem, se to je tak dolgoročen proces, tudi v šolski sistem spremenil. Se strinjam, je pa recimo vprašala sem učiteljico, ki uči na tej šoli, ker imajo precej vsebin iz osebnih financ, če so izkoristili ta momentum, da so otrokom pojasnili, kaj je to ljudska obveznica. Žal ne. In se mi zdi, da je tudi recimo ena taka stvar, ki je aktualna, v katerih praktično vsi mediji govorijo, da se to ne izkoristi v izobraževalne namene tam, kjer dejansko že danes izobražuje. Drugače pa jaz s tabo strinjam, to je super, da se je Ministrstvo za finance lotilo tega projekta, zdaj prihajajo tudi občinske obveznice, ki bodo namenjene tako državljanom kot seveda institucionalnim vlagateljem. Bomo videli, kako se bodo župani odločili za ta korak. To je tudi zelo pomemben korak, po mojem mnenju. Ampak vsem bi rada, da ostanemo mi še malo pri tem kopiranju portfeljev, zaradi tega, ker trenutno obstaja kar nekaj projektov v Sloveniji in konec koncev tudi izven naših meja, kjer v bistvu predlagajo konkretne delnice. In to se mi zdi mogoče v tem okolju, ki je v bistvu razgreto okolje, vedno se na koncu je treba vprašati, kdo nosi odgovornost in kakšna je ta odgovornost. Tako da mogoče tudi z tega vidika bi rada, da vse malo ostaneva pri tem, ker konec koncev mediji objavljajo, ne vem, žal mi je, da nisem kupil več te in te delnice, ali pa razmišljamo o nakupu te in te delnice, a nakupili smo to in to delnico, ravno upravljajo nek portfelj, ki je javno predstavljen, in to tudi nosi nekatera tveganja. Ljudje bodo to kopirali, to je dejstvo. Ja. Pa me zanima mogoče vsem tvoj pogled na to. Kakšne so pasti
Dajmo ljudi upozoriti na to. Mislim, da imajo vsi te vlagatelji, Maxi in mi, neke disclaimerje, ne nas kopirati. To je samo primer dobre prakse, oziroma primer. Jaz se vedno vprašam, kaj se bo zgodilo tem, ko bo prišlo do nekega pogroma, če bo prišlo, in kaj bojo potem, kako bojo to upravičevali. Te akcije so vse dobrodošle, ljudje naj to berejo. Zdaj, mogoče to itak ne pride tako zelo v eter na širšo raven, da bi sploh kdo karkoli imel tega, tisti, ki to sledi, se pa že tako ali pa drugače s tem ukvarja, ljubiteljsko ali pa celo profesionalno. Ampak moje mnenje o tem, čim več teh akcij, čim več manjhavov, čim več vsega, mi rabimo tega ogromno. In ko boš z 5 strani slišal o eni in isti stvari, pa seš pa mogoče lot. Ja, se strinjam, ampak vsem pri konkretnih delnicah je pa vsem treba biti malo previden in mi skozi opozarjamo, treba je narediti domačo nalogo, vedeti moraš, zakaj si kupil in vedeti moraš, kdaj boš pač prodal to zgodbo, ne pa slepo slediti nekomu, ki ti je to mogoče malo serviral na pladnju. Mi pa iščemo, tako kot smo začeli, instantne svete, konstantno iščemo neke bližnjice, To je pa drug problem, se pravi, da nauči me loviti ribe varianta, ne mi poloviti celega škafa, da se bom dosidga najedel. To pol priješ do tega, da nimaš več sledilcev, oziroma nobeno se ne da ukvarjati s tem. Pa sploh ne vem, če kaj došteje, mislim, da bi jih naučili neke osnovne logike, nekega analiziranja, ne vem. Temeljna analiza danes v tem svetu, sploh ne vem, Andraž, ti pove, a sploh še kaj šteje. Včasih smo nekaj računali, neke kazalce, pa gor pa dol. Danes je to vse tako nekje v oblakih, sploh te neke Nvidije in podobni, vse temelji samo na številu uporabnikov, sledilcev, ne vem, prihodnosti, tisočerih, ne vem, dejavnikov, ki si jih jaz pravzaprav v analizo sploh ne znam slačati, kot nek predstavnik še une dinozavrske vrste, analitske, ki smo neke temelje iskali, Ja, v bistvu, mislim, se veš, kako je. Večjo premijo daš na neko prihodnost, ki ne bi se materializirala na brsi na spolskem terenu. To je dejstvo. In zdaj v tem trenutku določene panike poganjajo ta momentum na globalnih trgih, ki so definitivno usmerjene popolnoma v prihodnost. Umetna inteligenca, strojno učenje, pač software je bil klej, ampak zdaj doživel čisto novo renesanso, ker so mislili ljudje, da ne bo šlo več više, pa smo še enkrat najdeli nek nov lep svet, v katerega lahko mogoče ali pa ne verjamemo v naslednjem desetletju. Zdaj težava, ki tukaj nastaja, je zelo enostavna. Da to je že težko razumeti za tiste, ki so znotraj, rekel, dogajanja. Bom dal primer. Za en Microsoft, za en OpenAI, za ene startupe, ki jih Silicon Valley financira. Kaj oni vejo, koliko teh čipov, ki jih bojo zdaj kupili in na podlagi katerih bojo ta model, ne vem, nek naredil, foundational ali pa neke druge, rekel, aplikacije na tem, kakšna komercializacija točno v prihodnosti. Ne vemo, saj tudi ne vemo, a bomo še zmer plačevali, ne vem, 30 € vsak uporabnik za nekega, ne vem, ChatGPT-like ali pa nekega druga agenta, ki nam bo pomagal. Ta prihodnost in te poslovni modeli se bojo zelo spreminjali. Zdaj, težava, ki jo jaz vidim, je tukaj, da če recimo ti rečeš, kopiraj moj portfelj danes, in pač nekaj delam, pa mogoče sploh ne vem, pa malo pišem o tem za nazaj, in en pride in to kupi tako. Jaz se strinjam, sej je fino, da se o tem piše, da se učimo. Samo če tega ne vidiš kot učenje in ne vem, ti babica da tam njeno zapuščino in to noter vržeš, pa še kaj zraven, pol bo težava, ker nekdo bo mogel biti kriv, če bo šlo to na jug. In zdaj, pa jaz rečem, neredki smo toliko samokritični, ker rečemo, jaz sem napako naredil. Zmeraj je mal morajo biti drugi krivi, da lažje zracionaliziraš lastne napake, pa hibe, pa ne vem, kva še vse drugo. Pač tako je. Zdaj, tudi če verjameš, da zares ti kriv, na konci javno, za šankom, v javnosti, na sodišču je kriv nekdo drug. To je dostkrat primer. In jaz osebno v kopiranje portfeljev ne verjamem popolnoma nič na dolgi rok. So bili pa, sej tukaj imamo eToro, ki je v bistvu to pripeljal po moje na največje možne ravni, ki jo lahko pripeljaš, v smislu monetizacije tega, kjer v bistvu imajo tako približno. Oni imajo
enega vlagatelja, ne vem, Andraža, Jožeta, Jozefa, karkoli pa že ne, ki tam nek portfelj ima, a ne, in ga nekdo, ker je bil pač uspešen v zadnjih 12 mesecih, začne kopirati. A ne. In zdaj, seveda se te portfelji skozi šiftajo, vlagatelji se menjajo in ljudje sledijo različnim ljudem, in v zadju tega je velikega volumna in premikanja papirjev levo, desno, navzvod, gor in dol. A ne. In to je poslovni model. In zdaj pa tako, imaš dve variante. Lahko si curious, ko folk tam pač izbira in pač je to nek tvoj hobi in je mogoče iz tega celo nek sistem ugotoviš, kako najdeš, kaj ne početi, ker tudi to ti kar fino koristi, kaj ne početi. Ne? Pol mogoče veš, kaj početi, ne? Sam če pa ti slepo skačeš iz enega lotusovega cveta na drugega, pa enkrat sam skočil dol, pa boš v vodo padel in to na dno ribnika verjetno. Ne? Tako da par skokov in verjetno pol je nula na portfelju. No? Tako, skozi leta govorim, ne zdaj tako skozi mesece. No? Tako da druga težava je pa mogoče, da se je treba zavedati. Zdaj, eno je uporabnik, eno je pa recimo mogoče nek medij ali pa projekt, kot si ga ti imel, ali pa ne vem, kjerkoli drug projekt na področju, ko se komunicira ali pa neka vsebina za investiranje podaja. Zdaj bom pa tako rekel. So projekti, ki preživijo slabe čase, pa so projekti, ki jih ne preživijo. Ne? In to je treba razumeti. Ne? In zdaj stvar zgleda popolnoma drugačna, ko veter piha v hrbet, ko pa ko veter piha v prsi ali pa ne vem, kakorkoli. Vse vemo, da pred vetrom se gre težko. Ne? In to bo zanimivo videti, ali bomo preživeli tisti test, ki bo to šlo dol, mislim, vključno z Moneyhovom, iskreno povedano, bodimo kle honest to the bone. Se strinjam, absolutno. Ker jaz se spomnim tega obdobja, kaj smo mi na KD skladih se šli, ker je bilo res sranje in smo rekli, folk je v paniki, pojmo jim mi probati razložiti, kaj naj bi se zdaj od te točke naprej dogajali. In pač itak je šlo dol. In potem neizogibno greš nazaj v zgodovino in lepaš skupaj une grafe starih kriz, pa koliko časa so trajali, pa koliko je bilo od vrha do dna, pa koliko časa je ukreval, ker folk je mislil, to je konc, to je natekto v nula in to za delnice, za blue chipe. In pa smo jim naredili scenarije, kaj je, če ti zdaj prodaš in daš 20 let na banko, ker se je odbil pač na eni točki, kaj je, če ti v bistvu ne paničaraš in še cash ga imaš na banki, zdaj daš noter, to je pogumni, to meni naredil takrat, no way, ampak tisti, ki bi to zdaj gledam leto 2006-2007, so bili in pa smo vlekli naprej te linije 10 let naprej, in seveda tisti, ki je to naredil, je itak zmagal čist. Težava je bila pa to, da veliko ljudi se je ustrašil, takrat povlekli ven, in je šlo na banko in nikoli ni več prišlo nazaj, oziroma je mogoče zdaj prišlo nazaj, ne vem, zadnjih 5 let. In to so pa te stvari, ki ti rečeš ta športa, ali sem Tivoli ali pa Peter Prevc, all or nothing, a veš, my way or the highway. To je ful narobe pri investiranju za povprečnega državljana. Povprečen državljan mora imeti vsak mesec mora varčevati v najbolj kvalitetni delniškem portfelju in to je njegova boring varovalka za karkoli se mu v prihodnosti zgodi. Pa še takrat se lahko zgodi kakšen crash, pa ga bo zabolel. Lahko, ampak če imaš en indeks... Takrat pojačaš, ne? Takrat pojačaš, lahko, če lahko. Ampak tudi najbolj kvaliteten možen papir, ki na planetu obstaja. A veš, kaj hočem reči? In to moraš imeti. In zdaj mej. Zdaj, koliko boš pa ti šel levo, desno, a se boš po Tivoliju sprehajal, a boš Peter Prevc, a boš tam nekaj dodal, a boš šel v kripto, a boš šel, ne vem, bog si ga vedi kam, diamante, rudnike, je pa drugo. A lahko sem malo skočam, ampak vse veste, kako je, ko se skrešira za 50-60%, je psihologija, ta negativizem, ta depresija prisotna praktično povsod. Pišajo mediji, konc sveta, borza se je skreširala, slikajo tistega medveda. In to psihologijo, a veste, mi imamo ta indeks pohlepa in strahu, in ti dejansko kaže sentiment ljudi, in kako boš ti kot posameznik se zoperstavil te depresiji, temu pesimizmu, ki ga bo medijska propaganda bo še bolj pušala. Grozen bo, res bo grozen bo. Čakaj, Marja, zdaj se pa kar naenkrat strinjaš z mano, da so mediji krivi za vse krize. Mislim, a ti nekaj povem, to ti bom pa iskreno povedala, da se s tabo v bistvu res strinjam.
In ti bom dala primer. Takrat, leta 2021, sem predavala na eni gimnaziji, naj ostane neimenovana. Spraševali so me vsi po vrsti o NFT-jih. Takrat je bil NFT boom. Vsi so hoteli vedeti vse o NFT-jih, tam mali so samo to spraševali. No, potem naslednje leto, ko se je pa vse skupaj skreširalo, pa je bila inflacija, pa je bil koronavirus, pa ne vem kaj, v glavnem, takrat so me pa tam mali oziroma mladi spraševali o depozitih. Tako da čisti šift. In kdo v bistvu nekako diktira nek sentiment med ljudmi, a ne? Poglej, ko imamo na dnevniku novico o tem, da je Bitcoin dosegel neke rekordne rasti. Kaj misliš, da se je zgodilo? Ne? Pa recimo, da je borza na rekordih. Ne? Tako da na nek način v bistvu mediji res diktirajo zanimanje ljudi za določene tematike. Ampak mediji pridejo prepozno. Mediji pridejo prepozno, takrat je že konec. Mediji zdaj ne bojo pisali, ker nihče od tega bral, pazite se, Nvidia, to je mogoče, ali pa še kakšnih drugih delnic, ne, za Bitcoin. Ja, ok, smo se zmenili, da je vreden, ne vem, 72,000, lahko bi bil tudi 100, lahko je tudi $1, tam ni neke temeljne analize, ok, so neki stroški mininga gor dol. No, ampak to, ko sprašuješ, kako se obraniti temu, ne, če ti približen štekaš od makroekonomske zgodbe, da si jo znaš nekako prevesti v situacijo, ne, pa vse te in tveganja in priložnosti, ki ti jih ponuja, ne, da razumeš, iz kje izvira neka inflacija, kaj pravzaprav gospodarska rast, kje so une branže, če temu tako rečem, ali pa vodilna podjetja v branži, ki generirajo to rast, ne, in potem se ti zgodi nek borzni pogrom. Vsi vemo, da borza nikoli ni v ravnovesju. Neko raste, neko pada. Ker če bi bila v ravnovesju, bi bila to ena ravna premica. Ne. Gre pa gor dol in je ali prenapihnjena ali podpihnjena, če temu tako rečem. Ne. In te podpihce je treba loviti in takrat skočiti noter s temi silnimi milijardami, ki jih imamo na vista računih. Ne. Samo še razumeti, kaj. Ne? Zdaj, če se navežemo, ko se tako rada navezuješ na to balkansko zgodbo, to se na Balkanu pa pravzaprav žal ni zgodilo, ker se nič od tega promised landa, ki ga je Balkan tudi obljubil, kot nek sistem ni zgodil. Ne? Balkan je, to so države večnega potencijala, ki se nikoli ne bo zgodil. Ne? Srbija konkretno, neugrabljena država, če te tako rečemo. Ja, to je v bistvu bil moj point. To se tako smešen sliši. Investiram v 500 najbolj kvalitetnih papirjev na planetu. Tako, dajmo malo pomisliti. Verjetnost, da tukaj na dolgi rok to ne bo odražalo rasti globalne ekonomije, je enaka nič. Tako, dobesedno nič. Na eni točki bo to ujel, zdaj malo bojo nihan, zdaj pa čez vsak dan en znesek, ne vsak dan, vsak mesec recimo, neki dan, se bo to skozi čas akumuliralo. Tako da mi smo takrat en trik imeli, čist psihološki. Vsi so videli graf, ki je padel, ker so bile krize in graf je šel dol trenutnih tečajev, mi smo imeli pa lepljenko kriz. In tam je kazalo, da bo šlo še dol. In vsi so rekli, a pa moram zdaj prodati, počakati, pa na dnu kupiti. In mi smo rekli, ne, vi morate samo zdaj ustrajati in mesečno, ker ne vemo, kje je to dno, to zdaj ni natančno, ampak vaš prijatelj je recesija. Recesija je poezija za nekoga, ki začenja. Če hočemo zdaj se rime iti. Ker bo ti zdaj nabiral v recesiji tiste enote, jih boš 3-4 leta nabiral, veselo, pa bo pa potegnil gor in bo compounding šel v tvojo korist. Bolj je problem, če skozi sam raste, ker poje itak, time weighted moraš itak delati, samo who knows. Največja težava, pa najslabše, kar se lahko v resnici zgodi, je to, da ti imaš sam 10 let runwaya in prideš glih na konc teh bolj pri koncu bull marketov, nabereš fajn 8 let, pa se pa vse skrešira. Prav šli smo čez črke, ne? In sem rekel, matematično najboljš možen scenarij je črka tako, pa pade dol, pa izkosti na nuli, pa čez noč vse zaraste v neskončnost, ne? Ker so po najnižjih možnih. Ne? In pa je folk začel počasi dojemati, da recesija je, kar si ti dolgoročen skozi v equity marketu, na delniškem trgu, je tvoj prijatelj. In del tega moraš imeti. Ti se moraš prisiliti, da ti tam mlinček mele. Ne pravim izključno, ne pravim samo, ampak tega ni. Ker vsi tisti, ki so bili pa na banki 20 let na visti, se lahko graf zdaj damo gor, kakšna razlika je to ratala.
Če bi vsak mesec 50 evrov več dal na račun, pa ima zdaj, pač whatever, 1000 evrov v 20 letih, ali pa če bi jih tja dal. To so take številke, da folk narod padel. Pa mogoče eno stvar, sorry, ki sem malo dolg. Jaz včasih nisem verjel v sistem, ki ga imajo na Hrvaškem toliko, kjer imajo obvezni dodatni pokojninski steber, kjer neke 4% se mi zdi od plače obvezno odtegnejo v neke sklade. Ampak počasi začenjam verjeti, glede na to, koliko denarja se valja po slovenskih bankah, da če bi mi imeli isti sistem, da bi bilo bolje, ker bi ljudje posredno imeli delnice in v bistvu bi jih na nek način malo prisilili, da jih imajo. Ker očitno zlepa ni šlo pa z izobraževanji zadnjih 20 let, tako bi pa dejansko imeli, če bi imeli ustrezno regulirane te pokojninske sklade, zdaj v nekem premoženju, kjer bi dejansko varčevali. Tako jih ima pa večina v prvem stebru, pay as you go, s prispevkov do pač izdatkov in ta sistem ne bo preživel testa časa v naslednjih 20 letih. No, sej drugače, tudi v teh skladih, kjer sicer 600,000 Slovencev varčuje, grozljiva statistika še vedno je precej v zajamčenem skladu, čeprav bi bil lahko v uravnoteženem ali pa v delniškem. Ampak dobro, to smo že obdelali z Blažem, pa to bomo pripravili še ekstra epizodo na to temo. Obvezni bi zihar del teh depozitov dal v neke inštrumente, ki bi razpršili te prihranke. A gremo mogoče vse še pogledati, zdaj, ko se pogovarjamo o tem pogromu, kako, Branko, si doživljal osebno ti ta pogrom? Moram reči, da sem bil mentalno že prej nanj pripravljen. Jaz sem pravzaprav veliko slabš spal, ko je euforija trajala, ker mi je bilo strah tega pogroma. Pol, ko se enkrat zgodi, je že pravzaprav zgodba za tabo. Pri meni je še celo tako sovpadalo zelo nesrečno. Mislim, ta zgodba moja tega Balkana in balkanskega upravljanja je bila tako, bom rekel, na tak pravzaprav zelo nesrečen splet okoliščin. Še takrat sem dobil neko ponudbo za službo, jaz sem bil takrat malo mlajši in sem takim ponudbam nisem rekel ne. In to ravno v krizi oziroma v žarišču krize, in pol to tudi mogoče izpade, kot da rep med noge, pač tako je izpade. Nisem predstavil, bom rekel, zgodbe iz samega upravljanja sredstev oziroma iz Balkana, šel sem še globje v Balkan, šel sem takrat v Romunijo in tako naprej. Doživljal, kaj pa vem, mislim, meni je bilo recimo, spomnim se enega dne, ko me je tvoj bivši kolega, takratni, mislim, da je bil urednik mojih financ, pokliče zjutraj, pa se mi reži neki, lahko bi se saj ubril, pa jaz tako, kaj čemu, o čem ti govoriš. In sem bil tam, moj fris na prvi strani financ, Mr. 100%, mislim, da je moj sklad takrat, ker je bil tudi najmanjši in je bil najbolj agilen v tistem smislu, prvi dosegel 100% rast, in to so takrat zato tokrat rečem, da so mediji na nek način soustvarjalci teh kriz, ki so pumpali vse finance, vsi so pisali samo o Balkanu, ker se pač drugega ni brali in jasno, da boš o tem pisal. In Mr. 100%, in to je izgledalo tako tudi z vidika regulatorja zelo nesrečno, da smo mi te neke članke naročali. Takrat je bila morda industrija, tako kot si že Andraž omenil, upravljanja skladov malo manj zrela, kot je danes. Takrat je bila še praksa, da si ti neke pretekle donose obešal na billboarde, pa se tam hvalil, da si naredil v prejšnjem mesecu 50% in navalite vsi, ker obljubljam, jaz znam, jaz sem alfa in omega. Mi se pravzaprav tega sploh nismo šli. In meni je bilo zelo neroden v teh situacijah. Takrat sem se zelo slabo počutil, tako bom rekel, skozi sem imel en cmok v posod. To je ful zanimivo. Ko je prišlo do te krize in vsega tega, je bilo že pravzaprav neko katarzično stanje. Ti si se pol tudi umaknil iz finančnega sveta, če se jaz prav spomnim? Dobro, to potem, ko sem v Romuniji, neki smo tam upravljali, tudi smo imeli DZO in tako naprej, potem sem se pa premaknil po družinsko podjetje in tudi zdaj bolj kot ne delujem na področju svetovanja podjetij in tega financiranja in tako, to borzo in to samo še za lasten hobi. No, pa ko si me že izvala v tem smislu, in povabila vdajo, jaz moram tako reči, ko mene kdo vpraša, ne veš, kako se tega lotiti, koliko sredstv, najprej vprašanje, koliko denarja jaz rabim, da grem na borzo z njim. Vsak mu rečem, jaz za svojih hčeri varčujem pri naših domačih upravljavcih.
nevešč vlagatelj vedno našo industrijo vrže a priori v koš, ker so predragi, ker ne znajo tako dobro kot njihovi ameriški kolegi in tako naprej. To ni res. Ne. Od nekdaj je to industrijo krojilo, ne vem, nebroj zelo inteligentnih ljudi, recimo Andraž je že en predstavnik takih, ne, ki so res vedeli, kaj počnejo. Ne. In jaz jim zaupam in recimo za svojih hčeri dolgoročno vrčujem 150 evrov, recimo na mesec, dajem vsak mesec, lepo za njih in se tiske sploh ne dotikam. Ne. In gre preko trajnika in tako recimo bi jaz svetoval nekomu, da začne. In 5 let to počni, v 5 letih se bo to, če bo še trg malo naredil, zgodil, ne vem, 10 000 evrov, neki, a ne, in potem pa mogoče se boš tudi, ko boš spremljal, kaj se je dogajalo, pa lahko spremljaš, kaj je naredil upravljavcu v teh nekih schemah, ki ti jih ponuja vis-a-vis nekim delniškim indeksom, ki obstajajo, ne, kot nek benchmark. In če misliš, da si lahko sam pametnejši, pober ven in nadaljuj zgodbo sam, ampak vmes pa spremlji, izobražuj se, probike, a ne, naredi si nek fiktiven portfelj, in ga spremljam in tako naprej. To bi bil mogoče moj nasvet, kako se tega polotiti. Ne na polno žgat delnice. Ja, no, mislim, ne vem. Andraž, dej se bomo zaupati domači industriji. A ne, mi pri nas tudi v financah se vedno spopadamo s to ekonomijo obsega. Jasno, da je pri nas upravljavska provizija nekoliko višja ali pa veliko višja od nekega ETF-a, globalnega, BlackRockovskega, ki ima milijarde na upravljanju. Ne? Logično, ampak ti greš lahko do tega našega Janeza upravljavca, se z njim po slovensko pogovarjaš na kavici, ti morda še kaj več pove, kot pa to, ko samo preko neke platforme nekaj kupuješ in prodaš, pa pravzaprav sploh ne veš, zakaj gre. Ne? Mogoče za kakšnega res neukega je to lahko prva postojanka, a ne, tako kot si tudi sam povedal, prvih 5 let, potem pa mogoče narediš domačo nalogo in poiščeš alternativo, če nisi zadovoljen s tem, kar si dobil. Se strinjam. Tudi konec koncev sem jaz začela na tak način investirati, tako da sem investirala v domače vzajemne sklade, ampak takrat so bili drugačni časi. Danes so pa spet malo drugačni časi, zgodila se je demokratizacija financ in veliko opcij danes obstaja za investitorje. Tega mogoče v naših časih, ko smo začenjali, ni bilo. Kaj pa ti, Andraž, bomo zaključili počasi, da namo predolgi za zaključek, mogoče, če poveš kakšno svojo misel, mogoče paralele tistih časov z današnjimi časi? Iskreno povedal. Če bom repel, kaj ti povej, kam denar gre zdaj, ali kaj v tem smislu. Kjer stocks about zdaj? Kakšen klemen ponašanje, kva smo prišli, kje pa so bile une, kva že, ali kako, kad delnice hočejo imeti, a ne, a veš, ne, da se malo pohecam, ok. Nam nadaljeval, vas ne bom več teroriziral s svojim ponašanjem, ne, repanje, ampak mogoče dejansko sem šel gledati mal, da bi jaz mal ta najdodevno zlepljenko kriz, ki smo jih imeli, moram poiskati, če sem na kakšnem USB-u, to je tako kot Bitcoin, veš, ko sem pozabil, pa ne vem, kaj je USB, sam jaz nimam gor Bitcoin, ampak zlepljenko starih kriz, katastrofa je. V glavnem, veš, ne, tako res, Jesus Christ, kaj to o meni pove, ne. To je bila ena stvar, druga stvar sem pa začel spet mal gledati en star graf, ki je ljudem, mislim, en podatek, ki je ljudem vsem razpoložljiv, in to je od Roberta Schillerja, Cyclical Adjusted Price to Earnings, on ima na spletno stran in updata podatke in gleda v bistvu ciklično priklojen dobiček za S&P 500, glede na obrestne mere in kje smo. Ne? In občutek imam, da tako po vseh standardih smo na eni točki, kjer se zelo resno sprašujem, kakšni bojo donosi naslednjih 10 let. Ne? In zaradi tega moramo biti pač mogoče malo, ko to govorimo o finančnem izobraževanju, tudi malo se pogovarjati o poteku kriz, kako potekajo, kako se takrat odzvati, kako takrat varčevati, zakaj ne prekiniti varčevanje ali pa zakaj ne prekiniti kupovanje nekih, rekel, razpršenih košaric, pa da zakaj mogoče to niso časi, da se najbolj pametnega delaš z neko posamično delnico in takrat biti malo skromen. Ne? Tako da mogoče je čas, da se te osnove tudi vključijo v neko finančno pismenevanje, ne pa mogoče samo, da izkopiraj 2 delnice, pa bo vse super. Ne? Tako da ta konc se mi zdi, ker te learningsi so se malo pozabili, ker smo jih mi takrat probali na KD skladih našim vlagateljem tudi malo razložiti.
Bom pa zaključil z eno mislijo, mogoče od enega gospoda, ki je mu ime Gary Baker, ki mislim, da je bil nek direktor CFA inštituta za regijo, ki je enkrat prišel v Ljubljano v okviru ene srečanja CFA inštituta in takrat se je prav živo se spomnim, se je ogromno razpravljalo, kako je finančna panoga izgubila zaupanje svojih strank, ker je bilo to po krizi in je govoril o tem, kako je treba iti iz transakcijskega odnosa v relacijski odnos. Ne? Torej, da imaš odnos s svojo stranko. Ne? To so, seveda smo se vsi s pepelom posuvali potem, ker je bil vse transakcijski in pol se prestavlja. No? Zdi se mi, da v tem trenutku malo bolj spet prihaja ta transakcijski odnos ven, da v bistvu ne zanima to, kaj bo z ljudmi v prihodnosti, ampak je vse vezano na neko stvar, ki jo kupaš, zaslužiš, transakcijo, stock tip. In to je zame tudi en tak red light v končni fazi, tako da upam, da bomo odnose tudi ohranili, ko bojo časi slabi in ker v transakcijah se takrat ne vem, če sem pogovarjal, povedati, ne. Kot to skup drži, ne pa razpada. Veš, takrat bomo eno drugo žalostinko, bomo pel namo repali. To ne vem, kako zarola takrat pol, ne. Ampak, lej, takrat olin, ne, takrat olin. Če imaš nek pameten portfelj, pa je sesud 30%, ja, pa če imaš nek temelj... Takrat moraš himne, a ne, gremo v napad, ali kva že točem, partizanske. Takrat pa tisto našo partizanstvo zalaufamo. Zdaj bi mogli jokati, vse delnice so drage, kakšen trg je to, lepo te prosim. Pejmo demonstrirati, pa se voziti okrog parlamenta, ne znižajo cene delnic, mislim, ne pa štroma. Mislim, come on. Ja, točno to, veš, znamo se pritoževati, koliko je parking direkt na Hrvaškem, pa kufe, ne? Ne znamo se pritoževati, koliko je precenjena borza, ne vem, v Ameriki. Ja, pa točno to. Rabimo demonstracije, borza dol. Borza dol. Cene dol. Borza dol. To je to. Naslednji vikend bomo organizirali. Ne, da nekaj ne trpaj. Na borzniki na kolesa. Točno to. Ja, lej, recimo. Kako so električni, če niso v formi, v redu je. Ja, gut. A bomo še kaj povedali za konca, lahko kar zaključimo. Se mislim, da smo kar obdelali. Lahko. Odlično. Nismo spremenili. Nismo, ampak mislim pa, da smo vseeno kar obdelali pomembno tematiko, tako da Branko, najlepša hvala, da si bil z nami. Andraž, tebi tudi hvala. Dragi poslušalci in gledalci, dragi poslušalci in gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.